Kaj ste si vedno želeli doživeti, narediti? Moje ime je Aleksandar in današnje coaching vprašanje je namenjeno vsem tistim, ki imate v sebi sanje, cilje, morda kakšne otroške želje, nekaj, kar ste si želeli narediti, doživeti, biti in tega preprosto še niste naredili. Niste naredili, ker si niste upali, niste imeli časa, niste imeli zmožnosti ali pa so bile druge prioritete bolj važne. Rad bi vas spodbudil, povabil, da vse te sanje, cilje, želje, ki ste jih nekoč imeli, zapišete. In potem si jih date na tako imenovano wish listo ali pa kar to-do listo. In s tem spodbudite sebe, da boste na koncu življenja imeli en velikanski seznam, ko boste rekli, lej, to sem doživela, to sem obkljukala, to sem naredila, to sem premaknila. Ker niste prišli sem na planet, da ste opazovalci življenja. Vi ste prišli na ta planet, da živite svoje sanje, da živite svoje želje, da uresničujete te svoje želje. Izkoristite potencial, ki ga imate v sebi, izkoristite neskončno moč tega življenja, trenutka, bodite pozitivni, odločni, odločeni, da bo vaše življenje polno uresničenih ciljev, uresničenih sanj in da ste aktivni, proaktivni, da doživite, naredite, ste polni majhnih, drobnih, čarobnih trenutkov. Zapomnite si, da dostikrat sploh ni treba dosti. Vzamete kolo, greste na en čaroben kotiček, kraj in naredite piknik. Ali pa greste na sprehod, ali pa se odločite, jahate konja. Se odločite za nekaj, kar je na to-do listi in še niste naredili. Ne bom spodbujal kakšnih adrenalinskih aktivnosti, da se malo urizni jezik, vas spodbujam, da naredite nekaj odpuljenega, nekaj, kar ste si vedno želeli in danes to lahko naredite. Vse, kar rabite, je, da rečete da življenju, da pozitivnosti, da sanjam in ciljem in da se premaknete naprej, da postane ta preostanek vašega življenja najlepši del življenja, ki ga imate. Ne veste, koliko imate, lahko imate en dan, en mesec, eno leto, 10 let, 100 let, 200 let, 300 let, ni važno. Čas je omejen. Zato naredite največ, kar lahko naredite v tem čudovitem življenju. Uživajte na poti in komaj čakam, da se vidimo na naslednjem coaching vprašanju.